veste, je v proceduri v Državnem zboru zakon o policiji, ki predvideva spremembe v, mislim, da členu 6, nekaj podtočk, ki natančno opredeljuje, kako bo nacionalni preiskovalni urad deloval, se pravi izbira direktorja, pristojnosti, področja, ki jih bo pokrival in seveda vse ostale stvari. Koalicija je želela ta zakon speljati po hitrem postopku, želela ga je speljati tako, da bi v decembru že bil sprejet v Državnem zboru, zaradi seveda zahtev, ki so bile strani SDS-a, da se opravi širša razprava, da tako pomembne spremembe ne morejo se zgoditi čez noč, je seveda ta načrt, ki so ga imeli, nekako propadel in sedaj nimajo zakonske podlage za delovanje tega urada. Policija seveda ima vse zakonske podlage, da preiskuje vsa kazniva dejanja, tudi kazniva dejanja korupcije, gospodarskega kriminala in vsega ostalega. Vendar urad dobiva neke posebne pristojnosti, če bo seveda zakon sprejet. In kar je najbolj zaskrbljujoče, je seveda to, da so začeli, oziroma da ustanavljajo urad, da začnejo delovati, preden je zakon sprejet. Prišli smo v situacijo, kjer izvršilna veja oblasti, ki mora biti popolnoma ločena od zakonodajne, sili zakonodajne veje oblasti v sprejemanje nekih predpisov. Še huje, ni bila opravljena razprava v parlamentu poglobljena o tem in členi še niso sprejeti. Kaže na to, da je nekdo tako zelo močno prepričan, kako bo vse sprejeto v tekstu, kot je, da je začel z aktivnostmi že prej. In tu ni konec zgodbe. Kot veste, so že v zaključni fazi prenove objekta, v katerega bi se naj selili. Mislim, da tam nasproti gospodarske zbornice. Tja intenzivno potekajo dela, vlečejo vse inštalacije, kable in seveda omogočeni jim bodo dostopi. Težave, ki pa so v zakonskem predlogu, v členih, ki so predlagani, so pa ti, da bo direktor nacionalnega preiskovalnega urada, če bo ta urad seveda zakonsko podlago imel nenavadne pristojnosti. Sam arbitrarno bo odločal, katere primere bo nacionalni preiskovalni urad obravnaval. In takšen, kot je predlog, seveda se nam zdi nesprejemljivo, da lahko nekdo, ki je 3 stopničke pod generalnim direktorjem policije, sprejema odločitve mimo njega. To je praktično rušenje in razgradnja sistema delovanja znotraj policije in bo povzročalo resne težave. Po predlogu, ki so ga predlagali na vladi, bi naj namreč generalni direktor policije in direktor kriminalistične policije lahko svojemu podrejenemu direktorju nacionalnega preiskovalnega urada samo predlagala, katere primere naj obravnava. On bo pa sam odločil, kaj ja in kaj ne. In seveda potem je problem, komu bo poročal o tem in komu bo odgovoril. In potem zelo hitro lahko priješ do nenavadnih kombinacij, kjer bo verjetno edino minister oziroma ministrica tista, ki bo dobivala podatke in odgovornost, ki jo bo imel, ker ona je de facto odgovorna za celega resorja, tudi organa v sestavi. To so glavne težave, ki so sedaj s tem. To, da se bodo sestali na delovnem sestanku ali ne vem kako temu pravijo v Tacnu, da nimajo še prostorov, to je čisto zavajanje slovenske javnosti. Prostori so že določeni, se opremljajo in tja se vlečejo vse potrebne inštalacije. Mogoče še samo v dostopu do baz podatkov. V slovenski policiji ni policista, posameznika, ki bi imel dostop, neomejen dostop do vseh baz podatkov kadarkoli. Tudi generalni direktor policije ne more v vse baze, ki jih policija ima, računalniške vstopati in jih pregledovati. Nihče nima pregleda v vsa operativna delovanja, ki so, v vse operativne postopke. Narejeni so sistemi, ki to preprečujejo, da ne bi prišlo do zlorab, da ne bi bilo možno takšnega ali drugačnega vplivanja. Nacionalni preiskovalni urad bo pa očitno iz tega predloga, če bo sprejet, imel takšen dostop. Zato, ker oni bodo na osnovi primerov, ki bodo se že dogajali na terenu, ki se bodo že preiskovali, bodo se odločali, če ga bodo oni prevzeli. To pomeni, da bodo morali imeti pregled nad popolnoma vsemi operativnimi zadevami, za vsemi podrobnostmi, kar bo seveda odprlo vrata za možnost političnega manipuliranja s takšnimi informacijami. Je možno, da bi ta zakon lahko začel veljati, seveda tisti, ki bo sprejet, sredini februarja,
konec februarja in ne prej. 2 meseca bo urad deloval na nezakonit način. In kaj še posebej skrbi, vse primere, ki jih bodo vzeli v roke in ki jih bodo začeli obravnavati na podlagi odločitve VD direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada, bodo lahko kasneje v sodnih postopkih procesno padle. Pri nas imamo nekaj izredno uspešnih ali pa sposobnih tako ali drugače odvetniških družb, ki bodo seveda to pograbile in tukaj se odpira neka nova niša, kjer bodo lahko nekatere preiskave, ki že tečejo, enostavno zginile z dnevnega reda. V slovenski policiji bo se zgodilo nekaj stvari zaradi tega. Zgodilo se bo notranja diferenciacija in notranja trenja med kriminalisti, ki delajo na osnovnem nivoju, policijskih postajah, policijskih upravah, na GPU-ju in temi, zato ker tem so bistveno dvignili koeficijente. Če se vzpostavlja tako pomemben organ, kot je nacionalni preiskovalni organ, z čistimi nameni, z jasno sliko, s vsemi zakonskimi osnovami, bi jaz pričakoval, da bi pred vas novinarje stopil minister, generalni direktor in pojasnil. Tako se pa te dve osebi skrivata za nekoga, ki so ga peljali ženega preko vode in mu dali funkcijo VD direktorja preiskovalnega urada. Oni naj stopijo pred kamere pa pojasnijo in naj povedo, kje je zakonska osnova, zakaj je ni, kdaj bo sprejeta, kaj bodo počeli vmes, zakaj to počnejo, če ni zakonske osnove. Ampak oni se kot ponavadi pri vseh temah, ki so problem, ki jih je težko razložiti ali ni odgovorov, enostavno skrijejo.